Živjo družba, spet sem jaz. Za vse, ki me ne poznate, moje ime je Jana in dobrodošli tukaj na mojem YouTube kanalu. Sem Slovenka, ki živi v Mehiki 13. leto, tako da imam praktično tukaj na mojem kanalu govorim o dveh različnih temah. Ena se imenuje Bela palica in sicer tam na tisti listi predvajanj boste našli videe, ki so tako ali drugače povezani s slepoto in slabovidnostjo. Jaz namreč sem izgubila vid. Drugi del mojega kanala se pa nanaša na različne aspekte Mehike, ker pač živim v drugi državi in boste našli nekaj tem z različnih področij, naprimer različnih navad, različnih običajev, različna hrana. In tako da si lahko, če me gledate prvič in vas zanima Mehika, je že kar nekaj videov posnetih na to temo. Para mis amigos que hablan español, se encontraron en un video esloveno que va a hablar de diferencias, cómo se arreglan las mujeres eslovenas y mujeres mexicanas. Si me gustan escuchar en mi idioma materno, pues adelante, escúchenme, pero el mismo video también está grabado en español y está publicado el mismo día, así que aquí depende de ustedes qué es lo que quieren. Prva zadeva je taka, Mehičanke srednjega in višjega sloja so strašansko in izjemno urejene, ves čas. Recimo zjutraj, ko gredo one v službo, imajo vedno zelo urejene pričeske, večinoma so dolgolaske, tako da si kar zapletene zadeve naredijo na glavah, na laseh. Potem make-up. Imajo večinoma zelo dodelan, veliko žensk se zamudi, ne vem, več kot pol ure v kopalnici vsak dan, da si pač uredi make-up tak, da se počutijo v redu. To je cela umetnost, ne, to, da pač podlaga, pa puder, pa potem korektorji, pa sence, pa to je cela znanost in umetnost. Tako da one so zelo navajene iti strašansko urejene v službo. In druga zadeva je pa tudi, da imajo pa nohte. Tudi to je zelo pomemben aspekt žensk tukaj in velike teh, kako bi rekla, teh poslovalnic ali pa lokalčkov, kjer ti urejajo nohte. In so različni dizajni, lahko so rožice, lahko so, ne vem, sence, lahko so črtice, lahko so vse, kar si lahko zamislite, se naredi na nohte, ne? In večina žensk je res izjemno urejenih, ko gredo v službo. Druga zadeva, ki je strašansko pomembna za Mehičanke, tudi za Mehičane, tudi za moške, je, da gredo vsak dan drugače oblečeni v službo. Se pravi, ne moreš iti v istih hlačah v ponedeljek pa v torek, ne moreš iti v istem puloverju v torek pa v sredo. To je treba obvezno imeti različne kombinacije oblek vsak dan. And the shoes, Diego? ¿Los zapatos? Can they be the same ones or they also have to wear them? No, they can be the same. Ok, no. Vsaj čevlji so pa lahko enaki, no. Ampak obleka mora biti pa obvezno različna, drugače izgledaš neka oseba, ki je zanemarjena, ki ne skrbi za svoj videz, celo bi si dovolila reči, da umazana. Kaj se zgodi s temi ženskami, ko pridejo domov? One pridejo domov iz službe in pač so še naprej enako oblečene. One tudi kuhajo, recimo, če gredo v krilu in v bluzi v službo, tudi kuhajo v krilu in v bluzi. Ne preoblečejo se za biti doma, razen če čutijo, da pač niso dovolj čiste, da je obleka že umazana, se morda celo stuširajo in se preoblečejo in potem so v novem outfitu, seveda spet na ta način, ne v trenerki, v takih oblačilih, ki jih mi uporabljamo za iti ven oziroma za iti v službo. V teh istih oblačilih so one doma, ker sicer izgledajo kot ženske, ki ne skrbijo za svoj videz, zanemarjene ženske, in tega si pa one definitivno ne želijo. Kaj zanimivosti iz Mehike? Stvari, ki se v Sloveniji ne počnejo, tukaj je pa čist nekaj običajenega. Ta prva zadeva je ta, da se večinoma vsi tuširajo zjutraj. Naj povem, da tukaj v hišah ni ogrevanja,
Recimo tukaj zdaj v Pačuki v Hidalgu. Hidalgo se napiše s H-jem, Hidalgo. Če želite malo pogooglati ali pa si pogledati, kje natančno živim, smo na 2800 pa še nekaj metrih in moram reči, da v tem momentu so temperature že nizke, še zlasti zjutraj, ampak zjutraj pač grejo ljudje si prižgat bojler, se stuširajo in potem, ko se stuširajo, gredo v službo. Hiša je ledenica, da zunaj sploh ne govorim, kako zelo hladno je. In ne, ni cela država pri zdravnikih zaradi prehladov in bronhitisov in pljučnic. Jaz nimam te navade, meni ta zadeva ni všeč, ker ne vem, me že strese mraz ob sami misli na to, da bi se jaz zjutraj tuširala. Saj vem, da bo mogoče zvenelo strašansko neverjetno, ampak kljub temu, da so ženske tako zelo urejene, je čisto običajna zadeva, da ti zjutraj vidiš ljudi z mokrimi lasmi. Tudi ženske, ki so, ne vem, izjemno lepo oblečene, ampak in imajo izjemen make-up, tak zelo čudovit make-up, ne, da so kot da bi iz slike stopile, ampak jih pa kljub temu lahko zjutraj ujameš, da imajo mokre lase in se zaradi tega se nič ne sekirajo, nič ne mislijo, da so neurejene. Kljub temu, da so res tako zelo urejene, sem videla že veliko žensk, zlasti v Mexico Cityju, tam, ker sem jih videla več, da so šle v službo, pač na poti od doma do službe, so bile z viklarjem v glavi, se pravi s tisto zadevo, da ti navije lase. Urejene so bile res v nulo so bile res čudovit make-up, ne vem, lepe obleke, sijoče čevlje, ampak imele so pa viklar od spredi. Jaz sem ena od tistih žensk, ki nima navade, ne vem, koliko časa porabiti za make-up. Ampak tudi, če bi ga in če bi si želela pač upogniti trepalnice, jaz bi pač si verjetno kupila eno zadevo, ker ne vem, kako se sicer imenuje, ampak da se stisnejo trepalnice. No, v Mehiki, no, še zlasti v Mexico Cityju, ker je toliko več žensk, sem videla pač gospe, ki so se na javnih prevoznih sredstvih, ne vem, v metroju, v avtobusih, v mikrobusih, so vzele ven žličko, majhno žličko, to za čaj ali pa za desert jest, in so z žlico upogibale svoje trepalnice. No, tisto, kar se mi zdel pa viška, kar sem videla potem, ko so jih enkrat upognejo, ne, do želenega kota, si seveda dajo maskaro na trepalnice. In kar je pa najbolj neverjetno, kar sem do zdaj videla, je pa to, da so z iglo ali pa z bucko so razdelile, so pač poskrbele za to, da so bile trepalnice razmaknjene medtem, ko so bile v avtobusu. Ja, si predstavljate, če bi avtobus zabremzal, če bi to naredil prav na hiter, preden bi ženske lahko odreagirale, se bi se oko lahko ven staknile. Ampak vse za lepoto. Ena izmed zadev, ki me je izjemno čudila, ko sem se preselila v Mehiko, je bila ta, da je en izdelek, ki je nepogrešljiv v vsaki ženski torbici, rola WC papirja. In to meni ni bilo jasno, zakaj in kako. Pač zadeva je veliko cenejša kot papirnati rolčki in tudi v velikih javnih straniščih ni straniščnega papirja, recimo v bolnicah, v klinikah, tam straniščnega papirja ni. Tako da je boljš pač biti pripravljen na kjerokoli situacijo in vse ženske, pa ni važno, kater sloj je, lahko so še ne vem kako zelo fine, se nosi eno rolico WC papirja s seboj. Še ena zadeva me je izjemno čudila in do zdaj še nisem našla odgovora, no, nihče mi ni znal tega razložiti. Kar nekaj žensk sem videla, ki so bile tudi res izjemno urejene od glave do pete, ampak so imele pa čevlje vsaj eno ali pa dve številke prevelike. To mi pa uganka dan danes, ker odraslemu človeku jasno, da noga ne raste več, ne. In ne vem, zakaj nosijo čevlje, ki so preveliki. Mogoče zaradi tega, ker ko so bili otroci recimo tukaj, se otrokom konstantno kupuje čevlje eno številko večje, zaradi tega, da bodo dalj časa trajali. Ne vem, mogoče so se navadili na občutek, kako je, ko imaš ti čevelj obut, ne, kljub temu, da verjetno vedo, da noga ne bo več rasla, ampak da so navajene, kako se čuti čevelj, ki je obut, ne vem. Tega pa zares še nisem raziskala oziroma še nisem ta pravega odgovora dobila, ampak je res gleda malo nenavaden. Mehika je tudi dežela lepih las, veliko Mehičanov ima črne lase in to izjemno močne lase. No, saj so tudi kakšne svetlolaske in tudi ženske kakšnih drugih barv las. Ne pozabimo, da je v Mehiki veliko ljudi, ki imajo korenine iz drugih delov sveta,
ampak recimo tisti tipični Mehičani imajo pa izjemno lepe, močne črne lase, tako da je Mehika tudi država dolgih las. Tukaj ni običaj, da bi ženska po 50. letu ali pa od 50. leta naprej, da bi imela pa kratke lase. Dolgolaske so tukaj skoraj od momenta, ko se rodijo, pa do smrti. Ne vem, dolge lase so, kako bi rekla, so en znak ženstvenosti in ženske so zelo ponosne na svoje lase in tudi zelo lepo skrbijo zanje, tako da večinoma so dolgolaske. Ne vem, kako je zdaj ta moment zadeva v Sloveniji, ker le nisem več 12 let v Sloveniji, ampak ko sem jaz tam bila, jaz se ne spomnim, da bi moški nosili ženske torbice okrog, ne vem, meni bi se to zdelo smešno in zabavno. No, tukaj se pa domneva, da džentelmeni nosijo ženske torbice, da pač ženskam nosijo torbice. In meni se zdi to nenavadno in meni osebno ta zadeva ni všeč in jaz sama nosim svojo torbico. Diego ne nosi moje torbice okrog. Moram reči, da so ženske, se pravim, srednji in višji sloj, so res izjemno urejene, od glave do peta. Se pravi, od frizur imajo res lepe frizure, vedno gredo ven urejene. Večkrat grejo tudi v frizerski salon, ker tukaj je, ne vem, striženje las, urejanje prečeske, to je veliko bolj dostopna zadeva, ni toliko zelo draga zadeva. Make-up, se veliko recimo žensk prodaja razne kozmetične linije, recimo Avon, pa Mary Kay, pa še kakšne druge, ki so precej bolj drage. Imajo tudi veliko tečajev za ličenje, ne vem, tudi če želijo, da jih kdo naliči, to ni samo za poroko, to je za več različnih priložnosti. Tako da imajo veliko te kulture, no, kako se urejati, kako urejati svoj zunanji videz. Oblačila imajo tudi lepe, ne vem, ženske imajo navado veliko investirati v svoje oblačila, ker je zelo pomemben zunanji videz tukaj. Ker glede na zunanji videz imaš tudi lahko različne čist delovne priložnosti ali pa življenjske priložnosti, ne vem. Recimo zunanji videz tukaj je zelo pomemben, no, tako da ženske pač se veliko ukvarjajo s tem in veliko dajo na to. Nohti morajo biti tudi res lepi in zadeve grejo celo tako daleč, jaz pač mene osebno ne moti, če se nekdo uredi vse, kar se lahko sname, zbriše, kaj želim s tem komentirati, dokler niso posegi pač v telo, ki so pa lahko nevarni za zdravje. Pač, če nekdo želi, če se tako uredi, če se tako počuti v redu, jaz nimam nobenih težav, nisem pa najbolj pristašica tega, ker tukaj je kar veliko žensk in deklet, ki se odločijo za lepotne operacije zaradi tega, da bodo izgledale dovolj lepe, to pa zame je pa, to pa jaz nisem najbolj navdušena, ne vem. Pač drugi tudi imajo itak pravico delati s svojimi telesi, karkoli si želijo, ampak jaz osebno pač zares se ne bi nobeni taki zadevi se podvrgla zaradi tega, da bi bila zadosti lepa. Moram reči, da ko se preseli človek v drugo kulturo, v drugo državo, ti ne moreš biti kot na samotnem otoku in živeti svoje kulture, se pravi, ne moram biti jaz tukaj 100% Slovenka v vseh pogledih, ker pač živim v drugi državi in čisti spoštovanja do te države se je treba na določene teme prilagoditi, ne moreš kot fijakarski konj pač živeti svoje. Ampak so pa jasno, da pa svoje esence pa ne spreminjam tistih mojih najglobjih vrednot. In to je tudi ena izmed tem, ki se jih dotikam v tem videu, pač zunanji videz. Se veste, obleka ne naredi človeka, saj poznate ta slovenski rek, ne. In jaz v to verjamem. In jaz osebno še vedno mislim, da je važno, da ima človek oprana oblačila, da niso strgana, da je pomembno, da je človek umit in počesan, vse ostalo je pa opcija, je pa pač, če želiš ja, če ne želiš ne. Se pa zavedam, da tudi živim v tukajšnji kulturi, tako da recimo odvisno, če doma pospravljam, če doma pomivam po tleh, kakšne take stvari počnem, ko pridem domov, jasno, da se preoblečem v trenerko, kot sem se v Sloveniji, zakaj bi se zamazala kakšna lepa oblačila s temi deli, zlasti zdaj, ko ne vidim, ko so nesreče pri delu bolj pogoste kot prej. Ampak če pa vem, da bom pa kakšen obisk, tudi če prijateljica pride, pa vem, da se pa tukaj ne vidi, ni najbolj videno, da se ne vidi najlepše, da pač jih sprejmeš v trenerki, pa pač ostanem v kavbojkah in v puloverju in se na ta način družim in ko vem, da gredo, se pač preoblečem. Upam, da se vam je video zdel zanimiv.
Če niste člani moje YouTube družine, naročite se na moj YouTube kanal, tako boste obveščeni vsakeč, ko bom naložila kakšno novo vsebino. In delite video z prijatelji in znanci, za katere mislite, da bi jih vsebine zanimale. Se vidimo tukaj prihodnjič. Adijo!